Dobro jutro vsem skupaj. Mislim, da se dobro slišimo. Se pravi, spoštovani prijatelji, spoštovane dame in gospodje, člani SMC, najprej iskrena hvala. Iskrena hvala, da ste danes, verjetno na najtoplejši dan v letu, na dan, ko bi verjetno mnogi od vas rajši bili nekje na plaži, kakšni mrzli pijači z vašimi otroci ali z družino, da ste prišli na prvo programsko konferenco stranke SMC. In če vam je v teko, smo danes tukaj ravno zaradi vaše družine, vaših prijateljev in vaših otrok. Ker delamo tisto, kar mislimo, da nam bo omogočilo, da bo Slovenija živela dobro. Tako da, ko boste danes prišli domov, rečite, da ste bili tukaj zaradi njih in ne zaradi vas. In mogoče vam bojo vse polovico opustili. Jaz mislim, da sem danes na edinem pravem mestu, kjer danes moram biti. Vam bom povedal, zakaj. Vlada pod vodstvom Mira Cerarja, prvič po letu 2010, je število registriranih brezposelnih padlo pod 100 000. Gospodarska rast je 3-odstotna, je robustna, je stabilna in bo taka tudi vnaprej, se tako kaže projekcije. Na lestvicah konkurenčnosti smo napredovali za 6 mest. To pomeni, da napredujemo relativno hitreje glede na druge. Bonitetne agencije, ne glede na to, kaj si mislite o njih, nas rangirajo vedno više. Na tekočem računu plačilne bilance imamo 7-odstotni presežek, to je največji v Evropi. To naše gospodarstvo ratuje trdno in izredno robustno. Kako smo obvladovali begunski tok? Niti enega samega incidenta. To so vse dosežki te vlade. Če se pogovarjamo z EU, za OECD, vam bojo povedala, da je Slovenija zunaj ponovno zgodbo uspeha. Zakaj drugi mislijo bolje od nas kot mi sami, je vprašanje za nas. In zdaj, ko boste pogledali danes te prosojnice, ki cel čas se bojo vrtele, boste videli, kaj je ta vlada dosegla v prvih 2 letih. In številke so povedne same za sebe. Sploh ni treba zgubljati besed. Tako da to so dosežki te vlade. Kritikom pa že naprej sporočamo, ta vlada je odgovorna in ta vlada je pristojna za te rezultate. Nobene druge ni, ki bi si lahko pripela po medalje. SMC je stranka dobrih idej in dobrih ljudi. Jaz mislim, da boste danes na programski konferenci odkrili, da je SMC stranka dobrih idej. SMC, lepo vas prosim, ne padati na tisto tipično floskolo, da je SMC brez barve, vonja in okusa. Če pogledam tiste, ki smo na začetku sedeli in sestavljali program in danes govorimo o programu, je tukaj kar veliko profesorjev. Z vsem dobrim in slabim, kar to prinaša, ampak verjamete mi, da si nekaj ne bi nikoli dovolili, da je SMC brez barve, vonja in okusa. Naša osnovni poklic nam ne bi dovolil, da bi dali izpod peres nekaj, kar je brez barve, vonja in okusa. Tako da, ko smo na začetku pisali program, nismo razmišljali o tem, da bi zmagali. Moja obljuba predsedniku je bila, da bomo napisali dober in moderen program. In ko smo pisali program, nismo razmišljali o zmagi na volitvah. In moram povedati, da smo pisali program, je celo enkrat res, ko so javnomnenjske ankete že dobro kazale, ti kaj pa če zmagam? Potem je bila najprej bil glasen prohod, potem je bila smrtna tišina. Ampak potem je en rekel, potom, oziroma bomo že. In potem smo leta 2014 dejansko zmagali. Imamo predsednika vlade, imamo dobre rezultate, imamo predsednika državnega zbora, ponosni smo lahko na našo komisarko. Dosegli smo veliko, ampak pričakovanja ostalih v SMC so pa še više. Zaradi tega ne smemo biti s tem zadovoljni in zaradi tega moramo doseči še več. In ravno zaradi tega organiziramo tole prvo programsko konferenco, ki je na drugo obletnico ustanovitve stranke. In ta prva programska konferenca je zato, da bi ljudi spomnili, zakaj so nas volili, kaj bomo naredili, kaj smo naredili v prvih 2 letih in kaj bomo naredili do konca leta zelo konkretno. In ko se bojo zvrstili moji sogovorniki in ko bo naš predsednik Miro Cerar zaključil s svojim govorom, se bomo razdelili na 5 panelov.
na 5 panelov, na katere ste se preliminarno prijavili. In gesla te prve programske konference, za geslo smo si izbrali pravica za vse. Pravica je minimalna skupen imenovalec, ki se pojavlja v vseh teh 5 naslovih. Tudi so pred vami vodje posameznih panelov, pa bo šel kar po vrsti. Tilen Božič bo vodil pravični davki, se pravi davčno prestrukturiranje. Mitja Horvat, pravica do varne pitne vode, vodil panel na to temo. Minister Klemenčič in naša poslanka Murgal bosta vodila pravica zdaj, smo temu rekli, se pravi gre za učinkovito sodstvo, vprašanje boja proti kriminalu in korupciji. Milojka Kolar, ministrica in Peter Požun bosta vodila panel pravica hitreje do zdravnika. Boris Koprivnikar in Jure Leban bosta vodila pravica do hitre in enostavne birokracije. Gre za gradbena dovoljenja, gre kako v bistvu čim hitreje pride dovoljenja in kako zmanjšati stopnje birokracije. Zakaj smo zbrali 5 teh tem? Prvi razlog je, da teh 5 tem izhaja iz 5 izhodišč, ki jih imamo v osnovi zapisane v strankarskem programu. To je pa pravna država, ugodno poslovno okolje, poslovno davke, profesionalni javni uslužbenci in visoka kakovost javnih storitev, trajnostni razvoj in zdrava družba. Obstaja pa še en razlog, zakaj smo zbrali teh 5 tem. Zato, ker zadeva vsakega izmed nas. Zadeva vsakega izmed nas v vsakdanjem življenju in zadevajo tiste nekoliko bolj prizadete skupine ljudi. In zaveza danes programske konference je, da bomo te stvari naredili do konca leta. Po 2 letih moram reči, da sem osebno ugotovil, da je politika lahko poleg nizkih udarcev tudi pozitivna stvar. Preprosto zaradi tega, oziroma bom drugače povedal, politika SMC je pozitivna stvar. V SMC-ju ne a priori ne izključujemo, ne histeriziramo kot nepotrebno, ne vnašamo nemirnih ljudi, ne igramo pod pasom, čeprav mnogi pravijo, da bi včasih to moral. Zakaj smo taki? Preprosto, ker enostavno ne znamo biti drugačni. In kljub temu, da nam javnsko določene javne mnenjske ankete v določenem trenutku kažejo nekoliko slabše, sem jaz popolnoma pomirjen in mirjen, predvsem zaradi tega, ker smo taki. Zakaj smo danes tukaj na programski konferenciji? Zato, da pokažemo, kako naprej. Mi smo politični samorastniki, to je moja kolegica Simona velikrat izpostavila. In politično samorastništvo pomeni, da delamo na tej poti tudi napake. Mi se tega zavedamo in mi smo vedeli, da bomo za tak način, kakršnega smo zbrali, da bomo plačali tudi določeno ceno. Ampak niti za trenutek ne podvomite, da ne vemo, kam moramo iti. Vedno, ko smo na križišču, sta 2 poti. Levo, bodisi desno. Leva pot, to je pot SMC, je strma, je polna preprek, je polna različnih interesnih vplivov, lobističnih stikov, je težka in strma. In potem je tista druga, ki je zelo konformistična, zelo politično, všečna in zelo populistična. In zdaj ključno vprašanje je, zakaj večina stran, še posebej tiste koalicijske, ne hodi po prvi poti, ampak raje hodijo po drugi. In ker je enostavno prva pretežka. Ker je enostavno prva pot načelnih principov. Ker prva pot, po kateri pot SMC ne prinaša političnih točk. Lahko. Ker je enostavno pretežko. Ampak moje vprašanje je, če ne ni kdo, mogoče Janša, tretjega enostavno ni. In pred Slovenijo so resni izzivi. Za resne izzive potrebujemo resne ljudi. Zato ste danes tukaj z nami. Da delamo na programu, da jasno povemo, kaj bomo naredili do konca leta, 5 konkretnih točk, in da mogoče v začetku prihodnega leta naredimo programsko konferenco številka 2, kjer bomo povedali, kaj bomo točno naredili do konca leta 2017. In to leto bo za nas ključno. Na ponovnih volitvah ne bomo zmagali brez 2 stvari, po mojem mnenju. Brez uspehov v prvem obdobju in brez nadgradnje našega programa. Še nekaj,
Mislim, da moramo ostati enotni, močni in odločni. Sam sebi, je SMC, je sam sebi lahko največji sovražnik. Ni čas za kakršne koli delitve, ni čas za zamrzovanje ali kakšna druga agregatna stanja. Čas je, nikoli ni bilo lahko, danes ni bilo lahko, ampak tudi na začetku ni bilo lahko, ko je SMC nastajal. In mogoče za zaključek, danes mi je veliko čast, pa veselje, da bodem prvo programsko konferenco. Jaz vas vabim, da ste na teh panelih čim bolj aktivni. Paneli bodo potekali v drugem nadstropju v 5 sobah. Upam, da bo programska konferenca čim bolj uspešna, čim bolj delovna, da bomo jasno sporočilo javnosti, da kaj se na trgi gledali do konca leta. To je bilo z moje strani vse. Zdaj pa vabim generalnega sekretarja Erika Kopača za par uvodnih besed. Hvala. Drage članice, člani SMC, spoštovani prijatelji. Kot ste že slišali, v Sloveniji grejo stvari na bolje. To smo dosegli mi, vlada SMC, na čelu z doktorjem Mirom Cerarjem. Skupaj z našimi državljani in pa državljankami, seveda. In moram reči, da sem ponosen na nas, ponosen sem na našo stranko. Naša gospodarska rast je stabilna, je robustna, kot ste slišali, 3-odstotna, pravzaprav 3,3-odstotna lansko leto. Tudi letos bo visoka. Temeljitva na izvrstnih rezultatih izvoza, na rekordnih rezultatih turizma, vse to pa na garaškem delu naših državljank in državljanov, ki morajo tekmovati v težkem globalnem poslovnem okolju. Mnogi so pričakovali, da ne bomo zmogli. A naša država je danes stabilnejša, ima stabilnejše gospodarstvo od mnogih držav v Evropski uniji. Znova smo, lahko rečemo, finančno suvereni. Letos smo namreč tudi uradno išli izpod stroge evropske kontrole. Številni so že pozabili, da nam je grozila usoda Grčije. Naše finance so stabilne, primanjkljaje, tako kot smo se zavezali, pod 3 odstotke. Trdo delamo vsak dan. Naši ljudje so strokovni, naša stranka se širi. Vsak dan se nam pridružujejo tudi novi člani. Lokalni odbori vse bolje delajo, vse bolje so organizirani, številni odbori prispevajo pobude, trdo delajo, od njih se dobiva dobre, natančne in točne informacije z terena o tem, kaj ljudje želijo, da naredimo zanje, katere so največje težave in kje, kako mora SMC bolje delovati. Ljudje čutijo, da delamo v njihovo korist. Po drugi strani pa ljudje prav tako čutijo, ko naredimo napako. In tega se je treba zavedati. Zato nas kaznujejo bolj kot ostale. Zakaj? Zato, ker od nas pričakujejo več. A čutijo tudi, da delamo trdno, da se trudimo, da ne delamo samo za SMC ali v svojo korist, ampak da naš premier skupaj z vsemi ostalimi želi boljše življenje za vse. Dragi prijatelji, pred nami sta 2 leti, ki bosta dobri. 2 leti dela, rasti, razvoja, 2 leti naložb, novih delovnih mest. V leti, v kateri bodo imeli naši mladi več možnosti in priložnosti za boljše življenje. Te priložnosti ustvarjamo danes. Jedro naše politike, o čemer bomo govorili tudi danes na programski konferenci, je pravica. Pravica ljudi do javnega zdravstva.
Pravica ljudi, da lahko poskrbijo za svoje potrebe, da jih ne ubija počasna birokracija. Moramo ustaviti kriminal in ropanje v tej državi. Moramo zaščititi naravne vire naše lepe dežele. Moramo razvijati pogoje za zdravo življenje. SMC mora ljudem vrniti optimizem. Če ne mi, kdo potem? Zakaj sem šel sam v politiko? Zato, ker sem verjel in še vedno verjamem, da se lahko stvari spremenijo na bolje in da se jih da spremeniti. In še vedno verjamem in zaupam kolegom, s katerimi smo začeli to zgodbo in ste se nam kasneje tudi pridružili ostali, da so pošteni, da želijo skupaj urediti stvari v naši Sloveniji tako, da nam bo vsem boljše in da bo boljše še posebej za naše otroke. Zato moramo biti enotni in povezani. Sam osebno težko pristajam na delitve med nami, na posamezne akcije, ki niso plod dogovora. Prepričan sem, da je najpomembnejša naloga vseh nas, da poskrbimo za boljšo prihodnost Slovenije, ne pa za naše individualno mnenje. SMC ima načrt. Kdor je z nami, mora temu načrtu ne samo slediti, ampak ga tudi uresničevati. Samo, če bomo res delali za isti cilj, nam bo namreč uspelo. Hvala lepa. In seveda, sedaj napovedujem, oziroma na oder vabim svojo kolegico, podpredsednico in pa vodjo poslanske skupine Simona, lepo prosim. Hvala lepa, spoštovane in spoštovane, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Pravzaprav me je strah, predsednik, kaj bo sploh še ostalo za tebe za na koncu. Ampak kljub vsemu. Veliko smo zdaj slišali o tem, kaj smo naredili, kako smo naredili in kako se dosežki v resnici tudi že vidijo. To je dobro, to je spodbudno, ampak še zdaleč ni dovolj in je premalo. V teh parih minutah, ki bi jih sama želela vam nameniti svojimi mislimi, se želim predvsem ozreti v prihodnost. In ko sem razmišljala o tem, kaj bi bila lahko rdeča nit današnjega programskega srečanja, različne vsebine pravic, sem našla eno povezovalno zgodbo med temi pravicami, ki ni posebej izpostavljena, je pa po moji oceni to pravica prihodnosti, o kateri se absolutno premalo govori, jo pa krvavo potrebujemo. To je pravica vključenosti. Pravica vključenosti v kakšnem smislu? Poglejte, mi pravzaprav živimo v svetu, ki je bistveno drugačen od še desetletij pred nami. Dogajajo se nam razmere, dogajajo se nam aktivnosti, procesi, ki bodo zanesljivo našli posebno poglavje v zgodovinskih učbenikih. Živimo ta čas in dobili smo to poslanstvo, če želite, da ta čas tudi modro sooblikujemo v prihodnost. S prihodnjimi rešitvami, z rešitvami, s pristopi, z odnosom za prihodnost, za odprto prihodnost in ne s preteklimi, z iskanjem preteklih rešitev, ki so bile rešitve primerne za tisti čas. Imamo absolutno več znanja, absolutno višji napredek v znanosti, v tehnologiji. Modernizirali smo ne samo tehnološke dele, ampak predvsem tudi svoje lastne intelektualne potenciale. In zato moramo poiskati način, kako bomo vse te danosti vključili v odgovorno iskanje za rešitve prihodnosti.
ki jih ne moremo in ne smemo več pisati samo nekateri posamezniki ali pa majhne skupinice, ampak moramo jih pisati vsi, ki smo za to pravzaprav izkazali neko zanimanje, neko odgovornost, neki interes, da to počnemo. To je proces in to je pravica, ki mora dati vsem, ki mora biti dana vsem. In če se recimo ozrem na konkretno panel, kjer se bo govorilo o pravici do vode, do zdrave, varne, pitne vode, ne? Kaj pomeni tukaj vključenost? Vključenost v tem primeru pomeni, da se državljani z nekim odgovornim odnosom ozremo do pravice zaščite naše narave, naših naravnih virov. Po drugi strani, da tudi država od teh naravnih virov nekaj lahko z odgovornim odnosom pridobi nazaj. Torej pravico vzeti si, vendar pa na odgovoren, zaščiten način. In tretji segment, pravica vključenosti v tem smislu, da iščemo rešitve, kako do te zaščite priti skupaj. Z vsemi tistimi, ki izkažejo iskren, odgovoren in odprt interes za to, da nam pomagajo, da bomo skupaj prišli do najboljše možne rešitve. In v tem konkretnem primeru je bila to velika skupina državljank in državljanov, ki se je združila v posebni, tako imenovani civilni iniciativi, je bila skupina strokovnjakov, ki te vsebine pokrivajo, in smo bili politični akterji. Je bil programski odbor znotraj stranke in je bila v tem konkretnem primeru posebej poslanska skupina. In v tem kvorumu smo iskali ne ekskluzivno, ampak vključujoče v sodelovanju skupno najboljšo možno rešitev, ki smo jo predlagali potem po naši uradni formalni pristojnosti v poslanski skupini v nadaljnji proces ustavne obravnave. To ni bila ideja, ni bila misel, ni bila rešitev izbrancev, nekaterih posameznikov, ampak je bila najširša možna rešitev. In o tem govorim. Verjamem, da je to prihodnost odgovorne politike in pa odgovornega državljanstva za prihodnost te naše države. In naša odgovornost vseh nas pa je, da najdemo načine, da najdemo poti, kako bomo to pravico vključevanja zagotavljali in jo potem tudi peljali. Je daleč od preprostega, ker vključevanje s seboj vleče mase. Vleče mase posameznikov s svojimi pogledi, s svojimi pobudami, tudi s končni fazi s svojimi interesi. In treba je najti potem nekaj, čemur pravimo kompromis. Kompromis ne za sebe, ampak za vse. Kompromis v bistvu za prihodnost. Takšna je zgodba vode. Identična je zgodba tudi na vseh ostalih področjih. Še posebej se bom dotaknila zelo na hitro enega, o katerem se ni veliko govorila, pa mislim, da se tudi ne bo. Je pa po moji osebni oceni ključno in se bom ves čas tudi osebno angažirala za to, da bo dana vedno pomembna in visoka v pomembnost. To so ranljive skupine. To so skupine, ki so ogrožene, ki so prizadete iz takšnih ali drugačnih razlogov. Zaradi spreminjajoče se demografske slike, ranljive skupine postajajo tudi tiste skupine, ki so bile včasih stebri družbe. Še 10 let nazaj se je družba na njih pravzaprav naslanjala, jih je črpala od njih. Danes so te skupine postale ranljive skupine. Tudi in predvsem
zaradi političnega odnosa in odgovornosti do njih. In naša naloga sedaj je, da ustrezno z tem tako imenovanim pristopom vključevanja, vključenosti zagotovimo zaščito, zagotovimo človeški standard tovrstnih skupin nazaj. Pa niso edine. Tukaj imamo skupine, v bistvu, ki ne po svoji krivdi so se rodile kot ranljive skupine. Tukaj se moram dotakniti naše kolegice Jasne Mulgal in pa njene pobude, ki jo je pripravila in bo zdaj šla v zakonodajni postopek za zaščito ranljivih skupin in sicer otrok s posebnimi potrebami. Tule ne morem mimo tega, kar počnemo intenzivno že celo leto in verjamem, da bomo uspeli do konca leta, pa tudi ni danes na dnevnem redu, pa je ključno. To je zakon o dolgotrajni oskrbi. Potem odnos do mladih. Nekaj se premika, spreminja se, sveži se zakonodaja na področju izobraževanja, kar je pomembno. Mednarodne šole, institut, ki sploh ni obstajal, pa smo ga pripeljali. In to s procesi, kot rečeno, tistimi, ki so šle skozi poslansko skupino, vam zagotavljam, da s tovrstnimi procesi vključevanja. Širokega sodelovanja, ki je terjalo veliko naporov, potrpežljivosti, modrosti, kako obvladati zmedo včasih tudi, napetosti, ker je to normalna stvar, ko skupine delujejo med seboj. Ampak, ko smo vedeli in ker vemo zakaj, verjamemo, da je to tisto, kar je pristop in pravica za boljši prihodnji jutri naše države. Hvala lepa. Zdaj pa napovedujem mojega kolega Milana Brgleza, predsednika Državnega zbora in podpredsednika stranke. Sama bi pa zaključila še z eno modrostjo, ki se navezuje na vodo. V resnici, pravzaprav, če jo pa človek malo bolj globoko se poglobi v njeno sporočilnost, pa zajema na nek način to, kar sem govorila. Pravi pa takole: pravo vrednost in okus vode spoznaš šele takrat, ko je vodnjak prazen. In verjamem v nas vse, verjamem v to, da nikoli ne bomo pustili, da izpraznimo vodnjak. Hvala lepa. Spoštovani člani in članice, dragi prijatelji, včas mi šteje, da vas lahko nakratko nagovorim, ker smo na točki preloma, tako za stranko Modernega centra, kot za slovensko politiko, sem si ključna izhodišča tudi zapisal, da ne bom česa pomembnega izpustil in da ne bom predolg, jaz kot predavatelj zelo rad govorim in tudi kaj povem. Ko sem razmišljal, kaj naj povem, da ne bom preveč teoretski, pa tudi, da bom kar se da realističen, sem se odločil spregovoriti o tem, kako sem se pridružil projektu SMC in zakaj še danes vem in verjamem, da je SMC pravi projekt za nas in za Slovenijo. Kako sem se pridružil? Miro je potreboval nekoga, ki bi strokovno pokrival področje zunanje politike in diplomacije. In me je poklical, ker sem se že pred tem strokovno poznala, spoštovala in sodelovala. Danes lahko povem, da nisem bil zares prepričan, kako naj grem v to, saj od slovenske politike nisem pričakoval nič dobrega. A nekaj mi je dejalo, da moram iti. Da je nekaj treba spremeniti, da je napočil čas, da državi in sodržavljanom vrnem to, kar so mi dali, sočasno pa da povrnem upanje, da se da našo skupno domovino upravljati bolje, kot so jo upravljali do sedaj. Zato sem seveda pristal. Prvi koraki so bili težki. Ne samo zato, ker sem dan za dnem odkrival, kaj vse terja politika v praksi, ampak tudi zato, ker se je občasno meni še vedno naselil dvom, če mi je tega sploh treba. Saj sami veste, politika v Sloveniji ne velja za nekaj častnega,
In kdorkoli stopi vanjo, je zavedno zaznamovan. A vztrajal sem in tudi spodbudil druge. Na to pa šel. Prišlo je do predčasnih volitev in odločili smo se, da se na nje pripravimo. Imeli smo zgolj 2 meseca časa, pa še niti formirani nismo bili kot stranka. Vse je bilo treba narediti zelo hitro. Če ne bi uspeli, bi lahko naš projekt umrl. Zato smo delali in še vedno delamo neprestano dan in noč. Sam sem začel okušati politiko v pravem pomenu besede. Morali smo organizirati ustanovni kongres, odvodil sem ga, mislim, da v 45 minutah, to je bilo učinkovito in najbrž sem takrat tudi nekako zasedel to pozicijo, ki sem jo dobil, torej predsednika državnega zbora. Še težje delo nas je čakalo, prepričati volivke in volivce ter se braniti pred medijskimi napadi, če zanimamo programa in vsebine. Vendar smo vse to zlogli, skupaj. Številni od tistih, ki ste pomagali na terenu, še zlasti pa tiste, ki ste delali na programu, ste še danes tukaj. Takrat nas je nosil val pozitivnih pričakovanj in optimizma, zato se je vse zdelo lahko in preprosto dosegljivo. In na to smo zmagali v volitvah, pa občutki, veselje, šok, razborjenje, na to pa po prespani noči tudi zaskrbljenost. Bomo zmogli, bomo znali in se začelo. Bila so težka pogajanja, a smo uspeli in sestavili vlado, sam pa sem postal predsednik državnega zbora. Veste, česa sem se najprej lotil? Študije poslovnika. Da me poslanci ne bi mogli preprosto prenašati okoli in oblikovanja sposobnega kabinetja predsednika državnega zbora, ki mi še danes omogoča, da lahko učinkovito delujem v stranki, državnem zboru in slovenski politiki, za kar sem članicam in članom kabineta iskreno hvaležen. In danes, 2 leti po zmagi, absolutno sem še vedno del projekta SMC. Vem, da je bila moja odločitev, da se pridružim miru in projektu SMC prava. Stojim za tem, da sem vstopil v slovensko politiko, da je predrugačen. Da naredim vse, kar je v moje moči, da je bilo našim državljanom in našim državljankam bolje in delam. Tako, kot sem obljubil sebi, ko sem vstopil v politiko. Kot sem obljubil svoje družini, delam v svoji vesti, delam tako, kot menim, da je prav. In delam tako, da lahko vsakmo mirno, brez sramu ali strahu pogledam v oči. 2 leti pozneje tako ne samo stojim, ampak živim projekt Stranke modernega centra. Ne glede na to, da javnomnenjske raziskave morda ne kažejo najbolje. Ne glede na to, da nas in mene včasih kritizirajo brez razloga in včasih z razlogom. In ne glede na to, da imamo včasih izjemno drugačne poglede na zadeve. Ne glede na vse našteto, verjamem v projekt SMC, ker je postal del mene in sam del njega. Samo še to pa neham. Bogatstvo projekta SMC smo ljudje, ki v SMC delajo. Vsi mi, ki smo danes tukaj, pa tudi vsi tisti, ki so naši člani in simpatizerji, pa jih danes žal ni tukaj. Zato hvala vsem in vsakomur za vaše delo. Vsako delo, ki ga upravljate, je izjemno. Brez vas ne bi bilo SMC-ja, brez vašega dela in podpore, pa bilo tudi moje delo prazno. Zato na koncu dodajam še to. SMC je od nastanka do danes previharjala mnogo viharjev, mnogo bitk pa je še pred nami. Ne vdajmo se, dajmo vse od sebe. Da se projekt SMC še ukrepi, vse posod, v naših vaseh, mestih, krajih. Bodimo povsod, predvsem pa bodimo bližnjemu človeku. Socialno-liberalno bistvo SMC je tudi to, da smo moderni in centrni. Moderni naj pomeni, da dopuščamo različnost, center pa, da iščemo tisto, kar nam je skupno. Za razliko od drugih strank, ne iščemo razlik in razdvajanja, ampak različnosti iščemo, delamo in se bojujemo za skupne projekte. In v tem je lepota in bistvo SMC. To kot SMC zmoremo in moramo. In ja, končujem. Vem, da je Miro najverjetneje že nesrten in tudi to častne preganje. Hvala, Miro, da si me povabil, da sem se ti lahko pridružil. In hvala za to, ker včasih odpravljaš moje zdrse, kot sam včasih odpravljam tudi tvoje. To je del našega projekta.
To je del našega projekta, da vsi skupaj delamo v korist vseh, kot SMC, stranka modernega centra. Za boljše in lepše čase, predvsem pa za boljšo, razvitejšo in svetu uveljavljeno Slovenijo. No, to je konec. Vsem nam želim uspešno delo. Tebi, predsednik stranke modernega centra, dr. Miro Cerar, pa predajam besedo še enkrat. Se mi sliši mikrofon? Spoštovane članice in člani stranke modernega centra, vsi naši simpatizeri, podporniki, vsi izbrani in vsi ostali državljanki in državljani, ki ste na nek način z nami že zato, ker želite tej Sloveniji dobro. Kolega prijatelj Sašo je rekel, da tisti, ki so pisali program, niso verjeli, da bomo zmagali. Ne bom povedal, da sem verjel, da bomo zmagali. Jaz sem verjel. Jaz ne bi šel v politiko, če bi verjel, da ne bomo zmagali, ker potem naša zgodba ne bi imela smisla. In ne vas spomnim eno zadevo. Leta 2013, v začetku leta 2013, me je skupina 4 parlamentarnih strank, ki so takrat volilo večino v državnem zboru, povabila, da prevzame mesto predsednika vlade. Takole so mi ponudili to mesto, imel bi podporo 4 stran, mislim, da 56 glasov podpore, ki jih je kasneje dobila Alenka Bratušek, to mi je bilo namenjeno. In jaz tega nisem sprejel. Zakaj tega nisem sprejel? Zato, spoštovane članice in člani SMC, državljanke in državljani, ker sem že takrat imel vizijo. In te vizije ne bi mogel uresničiti s tistimi 4 političnimi strankami ali z ostalimi v državnem zboru. Ne takrat. Moja vizija je bila nova politična energija, nova politična mentaliteta, skratka to, kar danes pooseblja vedno bolj in vedno močneje stranka modernega centra SMC. Zato sem to takrat odklonil, s pomočjo svojih znancev, prijateljev, somišljenikov oblikoval civilno družbeno skupino, intenzivno delal na novem programu, na ideji nove politike in leta 2014 z vami nastopil na volitvah. In smo zmagali. Zato, ker smo imeli jaz in vi skupaj vizijo. Ker smo vedeli, da Slovenija mora naprej v prihodnost, da mora biti moderna, ne biti zazrta nekam nazaj, ampak naprej. Za naše vlade. Za našo bodočnost, seveda z naukom iz preteklosti. Seveda, preteklost je pomembna. Pomembna zato, ker moramo biti na njo ponosni tam, ker smo veliko dosegli. In praznovati državne praznike skupaj. In zato vam kar povem danes in tukaj, da se bom zavzemal zelo intenzivno v prihodnjem letu in letos, da se bo nehala ta praksa, da se bo država priklanjena, recimo z vojsko ali čimerkoli, tistim, ki ne želijo skupaj z nami vsemi praznovati našega plebiscita, našega dneva samostojnosti, neodvisnosti in tako naprej. Bili smo samorastniki, res je, Simona, odlična beseda. Ker smo samorastniki, ker smo novi v politiki, ne več zdaj, 2 leti nazaj pa smo bili. Smo bili in smo še vedno morda tudi tam nekoliko naivni, čeprav vedno manj in že jutri ne bomo več. Naredimo mi na tako, kot se je rekel, napako. Zgodi se nam zdrs. Da polomimo, smo kje prepočasni. Ampak spoštovani, nismo pa pokvarjeni, ne krademo slovenskim državljankam in državljanom in delamo za to, kar verjamemo, da je naša prihodnost. In to je bistvo SMC.
In zato je toliko tistih, ki nam želijo spodnesti noge, ki kljub vsem dosežkom, vidite jih tu na panoju, nekatere je predstavil Sašo, kljub vsem dosežkom zapirajo oči, nas skušajo spodnesti zato, da bi se lahko vrnili v staro zgodbe, v staro prerekanje in v tisto, zaradi česar smo prišli v hudo krizo, iz katere je šele SMC, ki vodi vlado, ki vodi največjo poslansko skupino, skupaj seveda z ostalimi člani koalicije in drugimi, tudi vsemi vamimi in mnogimi državljankami in državljani, podjetniki in vsemi drugimi, potegnila to državo iz krize. Zakaj tega mediji ne poveste, da smo prišli iz krize? Zakaj tega ne poveste? Zakaj ne poveste državljanka, da smo bili pred 2 letoma na tem, da bi prišla v Slovenijo trojka? Gospod Janša je celo pozival, ne pride trojka. Zakaj smo bili leta nestabilnosti? Zakaj je politika bila popolnoma nestabilna? Zakaj ni bilo vere v prihodnost? In zakaj danes ni več grožnje trojke? Ker je Evropska komisija rekla, Slovenija je prišla iz krize, Slovenija je uredila javne finance, zmanjšala trend naraščanja javnega dolga oziroma ga praktično ustavila, dokazala, da lahko spodbuja politično, socialno in sicer gospodarstvo in hvala vsem gospodarstvenikom, ki se trudite. Slovenija zmore spet sama. Ampak tega nekdo noče sporočati ljudem. V časopisih piše neuspeh in tako naprej, v medijih se poročajo take zadeve. Kaj pa je to, da je nezaposlenost padla pod 100 000, od leta 2010 smo imeli višjo, da se je zmanjšala v zadnjem letu za 30 000, da je lansko leto 20% več mladih dobilo zaposlitev. Kaj pa to drugega kot napredek, korak naprej, korak iz krize? Več denarja dajemo za znanost prvič letos. Več denarja za turizem. Prihranili smo v zadnjih 3 letih več kot 360 milijonov za nacionalizacijo v javni upravi. In tako naprej, tako naprej. Danes nismo tu zato, da se bomo vračali nazaj, ampak nekaj si pa moramo povedati. Smo na pravi poti. In na tej poti moramo ostati in verjemite mi, če ne bo SMC, ne bomo na tej poti ostali. In zato nas rušijo. Ustala Primorska, ustala Luka Koper. Zakaj? Brez razloga. Brez razloga. Zato, da bi se tam vlada, da ne bi mogli biti drugega tira. Kajti kaj smo se zavezali? Zavezali smo se, da bomo postavili drugi tir. Nekaj, česar ni postavila prej nobena vlada pred nami, če začela ni. Zdaj pa imamo gradbeno dovoljenje, v nekaj tednih bomo začeli graditi izvlečni tir, kar je se prvi mali korak, pa vendar v to smer. Imamo podjetje, ki bo to usmerjalo, imamo vso voljo, ampak to, veste, to ni všeč ljudem. Tistim ljudem, ki so 20-25 let imeli druge prakse, drugo mišljenje, ki so to Slovenijo privedli v krizo, ki so ob gradnji avtocest šušmarili z državnim denarjem in davkoplačevalskim denarjem, ki so gradili T6 kot popolnoma zgrešeno investicijo, za katere danes sam da imamo izgubo. Točno se nekdo takrat vodi državo v tistih letih. In zato pozivam vse državne organe, ki že delajo na teh procesih, tako kriminaliste kot preiskovalno komisijo, pozivam vse vas, da spodbujate to z glasom v javnosti, da se ti postopki izvedejo čim prej dokončajo. Da vidimo, kdo nam je pridelal milijardno luknjo v proračunu, kdo je to zgrešeno investicijo naredil in kdo je tisti, ki draži in zmerja ljudi v Kopru na Primorskem, brez razloga, samo zato, da bi zrušil neko vlado, ki končno odgovorno dela za ljudi. In tega ne bom dovolil.
znani veliki direktor, je šel v osebni stečaj. V posmeh vsem Slovenkam in Slovencem. Koliko je še takšnih, ki so šli premožni ljudje ali v osebni stečaj, ali pa so z drugimi manipulacijami prikazali sami sebe kot reveže. Kdo je prekinil ta proces? Naša vlada. Naš minister je to predlagal, mi smo to uveljavili kot zakon in zdaj je to zakonsko spremenjeno. Ni več mogoče se skrivati za osebni stečaj in prikriti milijone, ki jih imaš nekje v banki, skriti na to v žepu, hkrati se pa delati reveža pred ljudmi, ki si pogradil denar. In lahko bi še in še našteval, kaj smo že naredili. Ampak kar je najbolj bistveno, če grem nazaj, od naših usmeritev ne bomo odstopali, ker so prave, ker so za mlade, za prihodnost, pa tudi za varno starost, vseh nas, ki nas to čaka nekoč in vas, ki ste že tu, ne starejši, ne pa smo, in za tiste, ki so danes starejši. Ampak dajmo pomisliti, si pravijo, ima prav moj kolega prijatelj Krišeljevič, Sašo, SMC je stranka brez barve, okusa in vonja. Nič ljudje ne čutijo te vlade, nič ne čutijo, da se je kaj naredilo dobrega. Kakšna manipulacija, kakšna očitna. Kaj pa to pomeni, če imajo ljudje delo? A to se pa ne čuti? Ko se mladi zaposlujejo, ko nezaposlenost pada, ko smo letos dvakrat bomo usklajevali pokojnine, ki se prej leta niso mogli. Kaj pa je to? In kdo je pa povzročil znižanje pokojnin, pa znižanje plač, pa čakalne vrste v bolnišnicah? Kdo pa? Tisti, ki so s korupcijo obobožali naše državljanke in državljane. Zato ponavljam, SMC se bori proti korupciji. Mi nismo takšni in zato nas seveda mnogi ne marajo. Ampak pred nami je dilema. Ali bomo v prihodnje dopustili, da bo naša Slovenija ostala skoraj da ali pa postala mafijska država, za nekimi rodovno interesnimi skupinami, ki obvladujejo ali Primorsko, ali Gorenjsko, ali Dolenjsko, ali Ljubljano, ali kogarkoli, to podjetje, ono zavarovalnico, to banko, ali pa bomo moderna država, za kar se vsak dan ta vlada prizadeva in je zelo težko, ker se temu mnogi močno upeljajo. In to tisti, ki imajo večji vpliv na medije, kot ga lahko ima vlada, pa čeprav je vlada, ampak seveda vemo, kdo je nosilec kapitalskih in drugih interesov. Ker to je še odprej. In zato moramo iti naprej. In jaz sem prepričan, da naša edina alternativa za Slovenijo je moderna, demokratična, pravna in socialna država. To je edina alternativa. In zato vas pozivam vse člane, članice SMC, tako kot bom vsak dan pozival državljane in državljanke. Podprite nas. Ne verjeti tisti, ki rečejo, nič niste naredili. Poglejte si podatke. Poglejte si, kaj delamo vsak dan in poglejte si to čez 3 mesece, čez 6 mesecev, drugo leto. Ko bomo letos naredili prve resnejše ukrepe na zmanjševanju čakalnih vrst. Ko se bomo po tej programski konferenciji zavzeli za našo pitno vodo, seveda z drugimi strankami skupaj, hvala Bogu, ampak SMC s posebnim vložkom, intelektualnim vložkom, posebnim pristopom k temu z našo dodano vrednostjo. Z našim predsednikom parlamenta, največjo poslansko skupino, bomo lahko največ pripomogli k temu, da bomo obdržali naše vodne vire. Ali ste že pozabili morda, ali so ljudje morda pozabili, da so neke politične stranke v neki prejšnji vladi podpisale evropsko, mislim, da je bila uredba, nek akt, ki je omogočil, ki bi omogočil, če ga ne bi zaustavilo celo ljudstvo Evrope skupaj s Slovenijo, z veliko več milijonsko peticijo, ki bi torej omogočil, da bi lahko multinacionalke po javnih razpisih prišle do upravljanja z našimi vodami. To smo pozabili.
In zdaj te isti ljudje tam seveda se delajo, kot da tega ni nikoli bilo, ampak nič hudega. Prav je, da so z nami, prav je, da zdaj delajo pravo stvar. Ampak mora se pa tudi vedeti, da mi zagovarjamo to pravo stvar in da nismo nikoli bili na drugem bregu. Bom počasno šel proti koncu, da ne bom predolg tudi sam, kajti danes je pred vami še naporen dan. Pa vendar mi dovolite še nekaj misli. Vrnil se bom k drugemu telu in k temu, kar se je dogajalo v zadnjih tednih in zadnjem času v zvezi z Luko Koper in tem projektom. Vedno sem zagovarjal, in to sem povedal že v nastopnem govoru, ko sem nastopil kot predsednik vlade svojo funkcijo, da je drugi tir prioriteta te vlade. Minister je takrat, minister Gašperšič, je bil takrat še v nekoliko težjem položaju, se morda ni dobro znajdel, kajti vedel je nekaj, da za izgradnjo drugega tira ni dovolj javnih sredstev. On je dobro vedel, da če bomo probali iz javnih sredstev financirati celotni drugi tir, bomo naredili novo polomija, kot je teh 6. Bomo nam, vsem našim državljanom, ukradli ponovno nek denar in ga vrgli stran. Toda potem je minister seveda sprejel mojo odločitev in danes skupaj z vlado, skupaj s stranko SMC dela na tem projektu. Proti temu projektu je ustala Primorska, če sem prav razumel. Češ, da ogrožamo Luko Koper. Ne morem niti reči sveta preproščina, kajti gre za izredno spretno, izredno perfidno, grdo manipulacijo za državljankami in državljani Slovenije. Mi smo vlada, prva vlada v zgodovini samostojne Slovenije, ki je Luko Koper opredelila kot strateško naložbo, kot naložbo z največjim strateškim pomenom, ki mora ostati v večinski državni lasti. In to smo potrdili skupaj s poslanci, ki mnogi sedite tu, v parlamentu, potrdili smo v državnem zboru, koalicija. In potem nekdo pravi, privatizirali, prodali boste Luko Koper tujcem in podobno. Tujcem so jo dali zdaj tisti, ki so brez razloga uničili delovni proces v Luki Koper. Ker kaj se dogaja zdaj tam? Ladje se prosperjajo na Trst, Luka Koper je izgubila zaupanje tujih partnerjev, ki so leta in leta vozili tja blago. In vodstvo Luke Koper, ne delavci, vodstvo je odgovorno za milijonske izgube na naših železnicah, za velik padec v ugledu Slovenije in Luke Koper. Vodstvo. Ni bilo zmožno obvladati poslovnega procesa, ga zagotoviti, celo nasprotno. Napisali so v nekem pismu tujim partnerjem, pomislite, kaj so naredili, da vodstvo državnega podjetja napiše tujim partnerjem, da ne morejo zagotoviti poslovnega procesa takočega in da je za to odgovorna vlada. Minister in tako dalje. Če ne zaslišam. Zanima me, kaj se bo zgodilo na tem področju, seveda pa vlada za to ni neposredno pristojna, zato čakam in pozivam vse pristojne organe, da to stvar temeljito raziščejo in ukrepajo. Dobil sem se s predstavniki delavcev, jih povprašal, kako je v Luki Koper, ali nastajajo med njimi, med delavci različnih vrst, zunanjimi, notranjimi zaposlenimi, kakšne razlike. Ali kdo krši pravice. Rekli so, da ne vidijo tu bistvenih težav. Se poglašajo mnogi, ki pravijo, težave so. Ampak zato so pristojni organi, ti pristojni organi bodo morali opraviti svojo dolžnost čim prej. Mene veseli, da so delavci zadovoljni s svojim statusom in zagotovil sem jim, da bo ta vlada vedno podpirala razvoj Luke Koper.
ampak tudi seveda izgradnjo drugega tira, ker to pomeni nadaljnji razvoj. To omogoča Luki Koper večji pretovor, večje dobičke, še boljše plače delavcem in še boljše, bi rekel, finančne sicer stanje za okolico. In zato je popolnoma nesprejemljivo, da potem pride do neke ustaje v sami Luki, ustaje Primorske, ki jo seveda tudi spodbujajo politične stranke, ne nazadnje tudi naš koalicijski partner, kar sem jim zelo jasno povedal, da je to nesprejemljivo, da ne se uredijo, da ne začnejo urejati svoje poglede, ali bodo v vladi, ali bodo kje drugod. In zato ponavljam, mi bomo naredili vse, SMC, kot največja vladna stranka in tudi parlamentarna stranka, da se izgradi drugi tir, da se pomaga Luki Koper, da bo še bolj uspešna in da ostane strateško podjetje. Od tu naprej pa ni več pristojnost vlade, da počne karkoli, tako kot tudi ni pristojnost nekih sindikatov ali delavcev, da blokirajo podjetja ali ukazujejo upravi ali celo državi, kaj bo počela. Na ultimate izsiljevanja kot predsednik vlade ne bom nikoli pristal. Nikoli. In zdaj bom končal. Tudi mene zelo veseli, da ste danes tukaj. To je zaveza, ki jo kažete, da jo imate v sebi z menoj, da gremo skupaj po tej poti naprej. Pričakujem od vas, da boste danes pomagali opredeliti skupno, demokratično, strokovno, skozi dialog, razpravo, teh 5 ključnih točk. Delamo še veliko več. Imamo veliko več projektov. Ampak danes se bomo osredotočili na teh 5. In tudi, da se razumemo, to niso stvari, ki jih danes pričenjamo. Na področju zdravstva smo že zelo prišli v intenzivno obdobje, ker bomo zdaj bistvene spremembe v zdravstvu začeli pravzaprav zakonodajno urejati, kasneje izvajati. Skrajšanje čakalnih vrst je ena od bistvenih, pa ne edina stvar, na kateri že delamo. Pravica do vode, za njo si že prizadevamo nekaj časa. Za več pravice državljanom, za boljšo javno državno pravo si prizadevamo. Ampak zdaj bomo to intenzivirali, to bo naš fokus, naša ključna sredotočenost letos. In zato vas potrebujemo vse, da bomo lahko potem mi v vodstvu stranke, v parlamentu, v vladi to še bolj odločno, še bolj veliko intenzivno zastopali. Zdaj bom pa za konec dejal tako. Naša stranka je moderna stranka. SMC je stranka modernega centra. Stranka povezovanja, ampak tudi stranka, ki zavrača ultimate, zavrača lumparijo, ampak dela tako, kot vede prav in odgovorno do Slovenk in Slovencev, do naše državljanke in državljanov. In tukaj se ne bomo umikali, gremo naprej, gledamo prihodnost, držimo naš način javne komunikacije, ne spuščamo se v pritlehna, žaljiva, človeka in družbe nevredna obtoževanja, ki smo jim priča v našem političnem prostoru, pa več jih je bilo v preteklosti. Ne žalimo, ne spodbujamo sovražnega govora. Ampak, spoštovani, smo pa odločili. Jaz ne bom žalil svojih tekmecev ali drugih tistih, ki mislijo drugače kot jaz to spoštujem. Ampak ne bom pa dovolil, da bodo oni žalili meni, ali vas, ali naše državljanke in državljane s tem, kar bodi si počnejo za njih škodljivega, ali pa kar govorijo grde. In to moramo prenesti tudi na naše mlade. In ker smo moderna stranka, smo sodobna stranka, gremo v dolg času, je predvsem naša usmerjenost mladih. Zato je tudi pomembno, da smo ustanovili podmladek, ki to še bolj razume, ki nas bo lahko ozaveščal o tem, kaj mladi najbolj potrebujemo in ki bo tudi tako kot SMC sodeloval z drugimi podmladki in z drugimi mladimi v Sloveniji, tudi izven politike in civilne družbe. In naj končam. Hvala, ker ste danes tukaj.
gremo skupaj naprej in ni umika. Ni umika. Hvala lepa. Halo, se slišimo? Samo par navodil. Končali smo s prvim uvodnim delom. Glede na to, da nekoliko zamujamo, bi vas prosil, da se čim prej odpravite po svojih skupinah. Smo v drugem nadstropju, razen skupine, ki se ukvarja z birokracijo, ta ostane tukaj, ker je najbolj številčna. Uspešno delo!